Ne, če primerjaš One Punch Man in Mob Psycho je že zelo fajn zrisan. No, dejansko Mob Psycho je nisem bral, original. Ne, jaz sem sam gledal anime. No, that's okay. Za One Punch Mana pa sem. No, pa sem videl, no, kak je original. Original, ne to ti, ko je bil pol. ne to. Jaz sem brala One Punch Man in original in od Murata One verzijo. Nisem gledala. Punch Man One. Okay. Yeah, I read it. Ja. Sej se, tisto Se je držal je sloga. dovolj. Hočem reči, tisto je dovolj, da poveš zgodbo. Več kot tisto ni okej. nujno, da poveš neko zgodbo pri mangah in pri stripih. No, se zadnje je v bistvu bolj pomembno kadriranje in kako tekst povedati, kako razdeliti tekst na kadre, kako ga razdeliti na stran, kako povedati, da zgodba teče. In če imaš to minimalno neko tehniko, kako zrisati jasno obliko. Nimaš slab slog, ampak sem minimalist. Ne, to se vidi. A dejansko je on izbral, da bo tako risal, ali misliš, da ima dejansko dobre sposobnosti, ki bi lahko risal navaden šonen? Ne, to je po moje njegov pik. That's his level. That's probably. Okay. 25 let. Ne, hočem reči, je njegov pik v tistem stanju. Vse potem, kaj šel čez One Punch Man, kaj šel Mob Psycho risati, se vidi. Ja. Se izboljša. Ja. Koliko več zna narisati in dejansko se vidi, da ima tudi več stamine, ker so ozadja dejansko bolj dodelana in tudi kadri so bolj zrisani. Razen In če Pa ima bo več asistentov, točno to. Ne vem. Mogoče, ker je postal One Punch Man tako popularen, so ga je lahko Shueisha založila z... To si jaz predstavljam, ja. Oziroma ni Shueisha, se ne vem, kdo založuje te njegove tankobone. Mislim, da ni Shonen Jump, ampak ena druga firma. Ena druga založba. Ampak anyway, mogoče, mislim, ko enkrat postaneš bolj popularen, ni tako, da dobiš tudi več asistentov, zato ker moraš ga... To že, ampak ni vedno nujno, da jih ne vem, koliko zameš. koliko dobiš. Pač Okay, odvisno je od avtorja. Ja, ne vem, pač, Fullmetal Alchemist jih ima ene 5-6, a ne, se mi zdi. Tisto samo je Jeklenji Alkimist, tisto ni Fullmetal. Ja, tisto Jeklenji Alkimist, ne vem, koliko jih ima. Če promoviram, je študent kot moja mami. Kaj? Notranje informacije imamo. Mislim, jaz sem se tudi pogovarjal z njo. Marko ve, seveda. Punca trenutno, ne vem, ali študira oziroma prebiva na Japonskem do avgusta, se mi zdi, potem se vrne in bo goste na našem podcastu. You go, Marko! Yes. Ta community je tako mehen, vsi Right? se poznajo. Res, ne moreš se zgrešiti.